Učenci prvega B že vedo, da si morajo pred obiskom Tili dobro umiti in razkužiti roke. Ko mirno sedijo v krogu, se jim pridružita Tili in njena vodnica, učiteljica Ksenija. Danes se bodo skupaj učili število 7. Tili imamo radi, zato nam je všeč, pa kar je prijazno, pa kar nas veliko nauči. Številke smo spoznali, pa računati smo se učili. Tili ima svoj računalnik, pa damo priboljške in pa jih ona vendar. Šolo pa ne sme kar katerikoli kuža. Tili je skupaj s Ksenijo uspešno opravila več šolen in tečaj, da je postala terapevtski pes. Učenje je zelo dobro, učenci so motivirani za delo. Tili se s starejšimi učenci še ne uči, se pa kdaj med poukom sprehodi ali pa po uri s prvošolci med njimi počiva. Najprej sem imela občutek, da če bo Tili v razredu, da se ne bodo učili, da bodo ves čas pozorni na njo, vendar se to ni zgodilo. Morajo biti bolj tiho, mirni. Jaz se osebno bojim psov, ampak tako mi je ful fajn, ker me pa Boža vem, da me ne bo grizenla. Tili je za danes končala in pozdravila Lolo, ki je tako kot ona članica društva Ambasadorji nasmeha. Četrtošolcem se je pridružila pri branju z nasmehom. Najprej se skupaj malo raztegnejo. Ja, super! Danes si bodo prebrali pravljico Zoja in Belka. Izpolnijo želje, zato si nekaj želim za mojo prav posebno zvezdico. Lola ne priganja, ne presoja, ne kritizira in ne popravlja. Pred šolcem je sam, zato ko jih je veliko, pa tajmo. Loli pa meni. Pri sošolci se grdo počutim, zaradi tega, ker me žalijo, ker se večkrat smejajo. Pri Loli se pa ful lepo počutim, zaradi tega, ker je prijazna in je tiho, ko bere. Namen tega branja je predvsem to, da dobijo motivacijo, saj jih pri teh urah načeloma ne prekinja. Torej ni nobenih premorov, popravljanj, dobijo neko samozavest. Po branju pa ostane tudi nekaj časa za vragolije in igro.